društvo šteje nekaj čez 110 članov, sicer nekateri niso redno aktivni, ampak na pustno nedeljo nas je aktivnih nekje med 50 in 60. Laufarija kot pustni običaj je zelo ukoreninjena v lokalnem prebivalstvu. To tudi nakazuje dejstvo, da letos obeležujemo že 70. obletnico. Dobimo od krajanov veliko podpore, zanimanja, to nam pokaže z obiskom pustne nedelje in pustnega torka. Laufarska družina je sestavljena iz 25 likov in 26 mask, namreč en lik nosi dve maski. To je Takaševa, ki predstavlja staro žensko, ki nosi pijanega moškega v košu domov. Liki laufarske družine povzemajo lokalno družbo, njene dobre in slabe lastnosti, kot tudi lokalne obrti. Recimo, če pogledamo ta starega in ta staro, predstavljata star kmečki par, pri čemer je ta star edina maska v laufarski družini, ki lahko govori. Če nadaljujemo z ta hrastovim, predstavlja vse slabo, vse bolezni, vse slabe stvari, ki jih bolezen s seboj prinese. Na njegovi maski so videti veliki rjavi izpuščaji, pri čemer že sama barva maske naznamuje, da je oseba bolna. Nadaljujemo lahko z Takažuhovim, ki predstavlja pastirja iz planin. S seboj ima velik koš, v katerem nosi dobrote iz planine. Pridružuje se mu ta ličnatn, ki prav tako predstavlja pastirja. Naprej nadaljujemo lahko z Tažakljevim, ki predstavlja vrečo polnega krompirja, namreč njegova obleka je narejena iz žakljevine. Njegov obraz je okrogel, nasmejan, vesel. Tukaj imamo še par gospoda in gospe, ki predstavljata meščanski sloj. Se obnašata vzvišeno, moderno. Med zabavnejšima likama sta tudi Tapijan in Tapijana, ki se lovita med sprevodom in predstavljata prav tako par pijane ženske, ki lovi pijanega moškega. Nadaljujemo s Takaševo. Kot smo že omenili, je to edini lik v družini, ki ima dve maski, in sicer predstavlja stare ženske, ki nosi v košu pijanega moža domov. Med groznejšimi je tudi Tadevi, ki predstavlja groznega moža, ki se boji česarkoli, ko pride po nesreči v civilizacijo. Imamo še Oštirja, ki je najmlajša maska. V laufarski družini se je pridružila leta 1997 in predstavlja obrt gostilništva na Cerkljanskem. Imamo še ta žleht, ki predstavlja človeško slabost, to je žlehtnobo, nahaja publiki, vsem obiskovalcem in tako naprej. Tapirjev je narejen po lokalnemu posebnežu, to je Kurnški Janez. Sama maska oziroma larfa dejansko ponazarja njegov obraz. Njegovo oblačilo je narejeno iz peres piščancev, belih piščancev. Tukaj imamo tudi ta slamnatnega, ki predstavlja obrt krovstva. Se pravi, njegova obleka je narejena iz slame in je sestavljena kot slamnata streha. Zdaj pa se približujemo zimzelenim likom, ki predstavljajo pomlad. To sta Tabršljanov in Marjetica. Tabršljanov je narejen iz bršljanovih lističev, katere je potrebno ročno prišiti vsakega posebej na obleko, pri čemer to znaša nekje med 8 in 10 tisoč listkov. Pridružuje se mu Marjetica, ki hodi v paru z Tabršljanovim. Njena obleka je zelene barve z posutimi marjeticami. Skupaj predstavljata pomlad in vse dobro, kar pomlad prinese seboj. Prihajamo do osrednjega lika, to je Pust,
predstavlja vse slabo. Pust je tudi lik, kateremu cesarsko kraljeva sodnija bere obtožnico in po branju obtožnice izvede eksekucijo z botom. Ta smrekov predstavlja pustovega brata, njegova obleka pa je sešita iz vejic mlade smreke. Po pustovi eksekuciji ta smrekov prevzame smrečico. Tukaj je tudi lamant. Lamant je edini lik, ki ne nosi naličja izdelanega iz lipovega lesa, ampak iz kozličje kože. Točnega pomena besede lamant, njegovega nastanka in izvora ne poznamo. Taterjasti predstavljajo duhove umrlih prednikov. V laufarski družini imajo vlogo nekakšnih policajev oziroma rediteljev, skrbijo za red ob sprevodu in prostor pred sprevodom. S pripravo kostumov vsako leto je potrebno našiti vse tri zimzelene, se pravi, to so pust, ta smrekov in ta bršljan. Samo pripravo oziroma že nabiranjem materialov pričnemo recimo z nabiranjem travniškega mahu, ki je tu že v pozni jeseni, konec novembra, zgodaj decembra, zato ker je treba travniški mah še posušiti na ustrezno vlažnost, da ga potem lahko zvijamo v take svitke, ki jih mi imenujemo bule. In te bule se na to vrvico prišijejo na obleko. Nadaljujemo potem z tasmrekovim, pri čemer ni potrebno zelo zgodaj nabrati samih smrekovih vejic. In sicer začnemo z nabiranjem po končanju obleke kostuma pusta. In sicer naberemo cele veje mlade smreke, katere pol ščipamo oziroma režemo na take krajše šopke, katere pa cele šopke potem prišijemo na obleko. Medtem pa že pričnemo s nabiranjem bršljana, kjer pa potem je potrebno iz samih koreninnic oziroma vej bršljana dol potrhati vsak listek posebej. Pri temu je treba paziti, da listkov ne poškodujemo, pa seveda treba je paziti, da so listki enakomerno iste velikosti, čim bolj podobne barve. Potem je pa treba listek za listek, vsak listek je dvakrat prišit na obleko, eden čez drugega, in tale kostum nam vzame tudi največ časa, ponovadi tam cirka en mesec, odvisno tudi koliko časa imamo na voljo glede na spremenjajoče predpustno obdobje. Tako da v povprečju se lotimo okoli pred novim letom, kakšen teden pred novim letom, zaključujemo pa seveda v zadnjem tednu. Ostale kostume je pa tako, da njih ni potrebno izdelovati vsako leto, ampak nekateri so za samo izdelavo lahko še bolj zahtevnejši kot recimo ta bršljanov. Recimo ta slamnaten zavzame kar nekaj časa, da se pripravi sama slama, da se jo ustrezno namoči, da se jo lahko zvije, da se naredi tele šope, katere se potem šiva na samo obleko. Isto je taterjast, je pa narejena iz ostankov tkanja lana. Danes se to bolj pridobi že iz samih lanenih rjuh. Tam je pa tudi potrebno pripraviti same trakove, se pravi take šopke, katere se potem šiva na samo obliko. Oboju odganjamo zimo, to je dejstvo, ampak vsebinsko se pa kar razlikujemo, in sicer tukaj govorimo predvsem o sami vsebini. Recimo kurent kot tak, kolikor je meni poznano, nima takih vsebinskih opisov, kot recimo je pri nam Tapijan in Tapijana, ki oba predstavljata neko anekdoto možakarja, ki je pripeljal bika prodat in z denarjem, ki ga je dobil od prodaje, se je zapil. Vse, kar mu je ostalo, so mu ostale verihe, ki jih ima okoli pasu. Zdaj pri kurentih niti ne poznam točno toliko zgodbe, ampak
njihov osnovni namen je odganjanje zime kot take, a ne zdaj drugih anekdot ali pa namenov, da tam zadaj jaz ne poznam.